Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Tadej Rozman Peternelj, dolgoletna vodja današnje prireditve panskih končnic. Pa mogoče vseeno pogledava malo nazaj, Tadeja, si za to? Z veseljem, gospa Klementina Mežek, zaradi tega, ker sem zelo vesela, da moram povedati mogoče tudi publiki oziroma gledalcem televizije, da je najino sodelovanje oziroma sodelovanje s Gorenjsko televizijo res dolgo. Pa ne bom rekla dolgo, lahko med vrsticami povem, da je trajalo 25 let, ampak tudi kvalitetno. Vedno znova se odzovete našim povabilom in tudi na kakovosten in prijeten način predstavite vse, kar počnemo z našimi panskimi končnicami in natečaji. No pa če se še malo ozreva nazaj, vse skupaj se je začelo pri Jeleni Horvat, ki je bila prejšnja ravnateljica, ko ste imeli likovni tečaj in ustvarjali panske končnice še tudi na Linhartovem trgu. Ja, pravzaprav, ko sem jaz prišla kot likovna pedagoginja na to šolo, sem nekako že prevzela pobudo prejšnje likovnice, da bi se na naši šoli vsako leto odvijale panske končnice, ampak nekako se mi je zdelo, da je lepo, če se nek okvir panskih končnic nadgradi, da ne bi vedno znova ponavljali klasične motive panskih končnic, zato so bile vrsto let nadgrajevane z različnimi tehnikami, z različnimi motivi, različnimi mojstri, ki so predstavljali pravzaprav to tehniko, v kateri so otroci ustvarjali. Seveda je pa zdaj napočil čas nekega digitalnega sveta. Zdi se mi tudi, da je svet dovolj velik, da pokukamo izven naših meja, tako da smo se po tolikih letih odločili, pa da te klasične panske končnice na Linhartovem trgu nadgradimo z nekim mednarodnim natečajem. No in to je bil sedaj že nekje drugi natečaj. Tako, to je zdaj le drugi natečaj. Nekako tema natečaja oziroma rdeča nit je po Bečelah se vižaj. Še vedno imamo čebelo kot vzornico, česarkoli in karkoli se na panskih končnicah predstavlja. Seveda je pa tako, če sem vrsto let delala na Linhartovem trgu, da sva z gospo ravnateljico več ali manj delali te projekte, pa moram reči, zdajle pa že drugo leto imam pa za sabo mlajšo ekipo, kateri tudi predajam in svoje znanje z tega področja in odnos do likovnega ustvarjanja, skratka do življenja in veselja do življenja. Tako da se moram tudi moji ekipi zahvaliti za vso pomoč, da zmoremo tak velik projekt. In tako rekoč ste se odločili, da je potrebna svežina in svežina prihaja na ta projekt. Tako, s tem projektom prihaja tudi svežina. Hvala Tadeja za sodelovanje in najlepša hvala tudi za to priznanje, ki si mi ga izkazala. Hvala. Mislim, da pa priznanje je bilo pa več kot zasluženo in tudi dano iz srca. Tako da še naprej veliko uspehov. Tjaša Kavčič, ena izmed vodij prireditev, tokratne prireditve panskih končnic. Kako so potekale priprave na drugi likovni natečaj panskih končnic? Pravzaprav ni bilo tako težko, to je že 25 let utečena praksa teh panskih končnic, tako da je bil letos drugi mednarodni likovni natečaj panskih končnic pravzaprav neka nadgradnja vsega, kar so že pretekla leta delali in vodja Tadej Rozman Peternelj nas pravzaprav lepo pripravlja in uvaja, da bomo počasi tudi mi majčkeno aktivnejše pri naslednjih projektih. In koliko teh panskih končnic je prispelo na natečaj? Letos smo imeli 33 panskih končnic iz tujih držav, Kazahstan, Latvija, Španija in trikrat več iz Slovenije. Naj povem, da so prišla dela iz 10 šol iz tujine in iz 27 šol celotne Slovenije. Tako da so morali
tako da so morali pravzaprav naši ocenjevalci, kritiki izbirati kar med 130 panskimi končnicami, za kar smo jim zelo hvaležne, kajti vsaka od nas, ki smo vodile tale mednarodni projekt, je imela svojo favoritinjo in smo hvaležne, da so pravzaprav morali izbirati oni. Pripravili ste tudi čudovito prireditev z vašimi učenci šole Antona Janša. Ob tej priliki pa se morava spomniti tudi to, da je bil eden izmed ravnateljev šole Franc Markel in prav on je dal ime šoli po Antonu Janši. Tako je, veseli smo, da se je uspel danes udeležiti tega slavnostnega dogodka. Pravzaprav vsak od ravnateljev dela za učence, za otroke, za njihovo napredovanje. Bi rekla, da tudi panske končnice pravzaprav ves čas spodbujajo tisto dobro v otrocih in kot neka popotnica za nadaljnje življenje se mi zdi prav to, da so samozavestni, da vejo, da dobro delajo. In kakšna je bila pravzaprav letošnja rdeča nit, kot smo izvedeli iz same obrazložitve, ste se letos lotili legende, mitov? Tako je, letošnja tema je bila pravzaprav zelo zanimiva, legende, miti, zgodbe, zgodovinski dogodki, ki so jih učenci pravzaprav prebirali iz raznoraznih knjig, med njimi pa mnogi tudi od dedkov in babic. In se mi zdi ravno te, ki so prišle od dedkov in babic, so še posebej navdihnile učence in otroke, ker je bil stik vsekakor bolj pristen. No in boljšega prostora, kot ste se ga izbrali, da je to čebelarski center v Lescah, ki se tako rekoč imenuje po čebelnjaku Antona Janše, niste mogli izbrati. In koliko časa bodo zdaj te panske končnice na ogled tukaj v čebelarskem centru v Lescah? Torej, te panske končnice bodo zdaj razstavljene nekje do sredine junija, tukaj le v tem centru. Seveda si jih pa ljudje lahko ogledajo tudi na naši spletni strani, na spletni strani šole, kjer je celotna stran posvečena vsem panskim končnicam in zraven si lahko tudi v miru preberejo vse legende, vse zgodbe, ki so jih učenci pod mentorstvom seveda tudi zapisali. Hvala lepa za tale pogovor in pa seveda uspešno pot naprej, kot jo je že začrtala Tadeja Rozman Peternelj. Hvala lepa tudi vam, da ste prišli pa da ste nas povabili zraven. Hvala.